Poglejte, demonstracije kot take so legitimne. Mislim, da so razlogi več kot upravičeni, nedelovanje pravne države, slab socialni položaj, slabo gospodarsko stanje. Tudi sam sem razmišljal, da bi se tem protestom pridružil, ker v dobršni meri delim zaskrbljenost nekaterih demonstrantov nad usodo države, a sem si potem, ko sem opazil degutantne simbole komunizma, se pravi rdeče zvezde in izraze jugonostalgije, premislil. To niso ideali, ki smo jih dihali v času slovenske pomladi. Seveda, takrat smo pričakovali svobodo, pričakovali svobodno tržno gospodarstvo, parlamentarno demokracijo. Žali Bog smo namesto tega seveda dobili neke izrojene oblike tovarišijskega kapitalizma, namesto demokracije demokraturo. To, kar slišimo zunaj, je znak demokrature, neke izprijene oblike demokracije, kjer si nekateri domišljajo, da njihova svoboda lahko poseže v našo svobodo, da njihova svoboda izražena mnen, pravzaprav ima pravico odreči meni izražati mojo pravico. Razumem tudi klic po rekonstrukciji te demokrature, po želji, po več participativnosti in manj reprezentativnosti. Dejansko imamo tudi politične probleme. Od nezmožnosti odpoklica poslanca, čeravno sam menim, da so te politični problemi slovenskega državnega ustroja pripisljivi nečemu drugemu, nedelovanju pravne države. Da v normalni državi sami poznate primer nesrečnega, odstopljenega oziroma župana Kanglerja, ki se mu je zgodila ulica, veliko bolj higienično za normalno delujočo demokracijo bi bilo, da bi, vkolikor so mu dokazana kazniva dejanja, zlorabe položaja, da bi bil po uradnih dolžnosti odstranjen z položaja, ne pa da ga zamenja ulica. Se pravi, ne moremo pristajati na to, da je ulica tisti kraj, ki v nas oziroma naših sodržavljanih buri najnizkotnejše strasti, ki vodi v politično nekulturo. Ne moremo pristati, da bi to zamenjalo neke ustaljene vzorce menjave oblasti. In ti vzorci so pa jasni. Pravnomočna sodba na nepogojno zaporno kazen ali pa volitve. Ne moremo pristajati, da nam bo ulica narekovala naš demokratični tempo. Seveda je težava, ko odpove ta temeljni imunski sistem družbe, kar je pravna država. Ko pravna država ne deluje, ljudje pa ob zaznavi kaznivih dejanj nosilcev javnih funkcij se počutijo ponižane, razžaljene, želijo oblast nazaj v svoje roke. In to je izjemno nevarna situacija, ki na plano beza preko cuhe, ki želijo na neustavni način, na nezakonit način zrušiti oblast. Podobno, kot se je zgodilo z zloveščim poročilom Komisije za preprečevanje korupcije.
tega poročila ne interpretiram kot zmago pravne države. Nasprotno, tisti, ki ste imeli priložnost prebrati teh 25 strani poročila, mi boste morali pritrditi, če tudi niste prvovrstni pravniki, ne ekonomisti, da je s tem poročilom nekaj hudo narobe in da ni znak prebujanja pravne države, ampak je znak ugrabitve pravne države za politikantske cilje. Na to me napotujejo tako pravni razlogi, mislim, da je razlaga profesor Šturma ultimativna, brezprizivna, da je nekaj hudo narobe z željo Komisije za preprečevanje korupcije, da bi svoje delo opravljala na inkvizitoren način, na način, ki prizadetim ne omogoča obrambe, na način, kjer se ne govori o dejstvih, ampak o insinuacijah, o nekem novoreku korupcijskih tveganj, pri čemer Komisija za preprečevanje korupcije, kot rečeno, ne predstavlja dejstev, oziroma bom še ostrejši v svoji sodbi. Gre za laži, podtikanja, kar pomeni, da smo dobili organ za defamacijo političnih nasprotnikov. Pa ne bom uporabljal ad hominem diskreditacije članov, ako ravno bi človek lahko imel pomisleke v to, ali nekdo, ki je bil državni sekretar, imenovan strani LDS-a na Ministrstvu za notranje zadeve, ima moralno integriteto za sodbe. Ali nekdo, ki je desetletje prebil v časopisnih vrstah z edino nalogo blatenja predsednika vlade, ali so to kredibilne osebe. Čeprav ni nepomemben argument, tudi če mi bo kdo očital željo po zastrupitvi studenca, vendarle se morate spomniti, da so bili pri konstituiranju te komisije leta 2010 velike težave. Eden izmed imenovancev v komisijo, gospod Jože Končan, je vsled temu, ker je zaznal problematično moralno in strokovno integriteto gospoda Klemenčiča in gospoda Praprotnika, potem, ko je bil imenovan strani nekdanjega predsednika Danila Turka, zavrnil imenovanje. Mislim, da je bil njegov uvid takrat preroški, da je anticipiral zlorabo te komisije za politične namene. Skratka, če povzamem, mislim, da je prihodnost mrakobna, da jo demonstranti na slovenskih trgih, ulicah ne znajo artikulirati pozitivnega programa. Res je poziv po pravni državi, a hkrati imate tudi pozive po oživitvi nekih dezavuiranih idej socializma, klice po obnovitvi Jugoslavije, kot da ne bi vedeli, da je Jugoslavija po 2 desetletjih mrtva in da je ne bo nikoli več, da je prihodnost te države je evropska. Je pa res, da bi seveda nekateri želeli s temi zlorabami državnih institucij pahniti Slovenijo 2 desetletji nazaj, ampak to je seveda utopično, prihodnost Slovenije je Evropa.